Odprli medicinsko fakulteto v Mariboru, ki jo je gradil Begrad. V novomeški splošni bolnišnici so poskrbeli za projektno dokumentacijo za nov urgentni center. Preventivni dan za devetošolce v Sevnici. Lepo pozdravljeni. V zadnjih mesecih poslušamo negativne zgodbe iz slovenskega gradbeništva. Eno najuspešnejših v svoji 66-letni zgodovini pa so spisali v Begradu. Sinoči so namreč v Mariboru odprli povsem novo medicinsko fakulteto. Z novogradnjo, za katero sta bila kot izvajalca izbrana Begrad in Granit, so študentje medicine dobili svoj dom. Doslej so namreč gostovali na različnih lokacijah. Kot poudarja predsednik uprave in generalni direktor Franc Panjan, gre za eno največjih naložb v zgodovini podjetja. Vrednost projekta je 30 milijonov evrov z davkom. Izvedba sama je trajala 2 leti. Gre za izjemne dimenzije v tehničnem smislu. Zanje je bil projekt, za katerega so temeljni kamen položili v juniju 2011, velikega pomena. Predvsem v tem smislu, kako amortizirati vse te težke trenutke v slovenskem gradbeništvu. Tudi mi se srečujemo z problemi in en takšen projekt, ki je normalno financiran, veliko pomeni v smislu amortizacije tovrstnih problemov. Naložba ni pomembna le za Maribor, ampak za vso Slovenijo in širše, saj sodobni prostori z vrhunsko opremo, vredno več milijonov evrov, omogočajo dobre pogoje za večjo kakovost pouka in posledično več znanja bodočih zdravnikov. Izvajalca del so v Mariboru izbrali po številnih pripetljajih. Takrat smo na svoj koži čutili, kaj so to gradbeni lobiji Slovenije. Imeli smo potem na koncu dejansko srečno roko, slab začetek, dober konec. Firmi Begrad in Granit sta izvrstno izpeljali kompletno izgradnjo v rokih, brez kakršnikoli aneksov, dodatnih financiranj, kar mislim, da je tudi unikum v Sloveniji. V novomeškem Begradu, kjer so zaradi insolventnosti Granita, tako Panjan, v Mariboru prevzeli še njihove obveznosti, pa ne mirujejo, saj ta hip skupaj še z nekaterimi podjetji gradijo 2 fakulteti v Ljubljani. V novomeški splošni bolnišnici pa so poskrbeli za projektno dokumentacijo za nov urgentni center. V pripravi je tudi javno naročilo za izbiro izvajalca gradbeno-obrtniških del. Novembra ali decembra naj bi tako začeli dela v sklopu tega izjemno pomembnega projekta, poudarja direktorica Mira Retelj. Naložbo so morali zaradi zmanjšanja sredstev iz državnega proračuna precej oklestiti, saj so načrtovali tako gradnjo urgentnega centra kot internega oddelka, a je slednji izpadel. Tako načrtujemo objekt s približno 3600 kvadratnimi metri v kletni, pritlični etaži in pritlični etaži. Za bodoče pa je načrtovana še ena etaža, kjer pa bi bile skupne intenzivne terapije. Na enem mestu bodo tako združili urgenco kirurškega in internega oddelka ter zdravstvenega doma. Glede na to, da še nekaj časa ne bodo gradili nove interne stavbe, smo del starih oken na interni stavbi zamenjali v okviru energetske sanacije. Nekaj smo naredili tudi na podstrešju, na izolaciji podstrešja. Tako bodo v prihodnje postopoma še obnavljali stavbo, saj računajo na nova evropska sredstva za energetsko sanacijo. Naložbo v urgentni center pa bodo morali dokončati do konca prihodnjega leta. Urgentni center je predviden v višini 6 milijonov evrov. Tukaj gre za pretežni del evropskih sredstev in pa sredstev Ministrstva za zdravje. Bolnišnica bo primaknila 1 300 000 evrov. Sicer pa je zanje pomembna naložba tudi dializni center v Črnomlju, ki naj bi ga uredili v stavbi nekdanje lekarne. Načrtujejo javno-zasebno partnerstvo, konec tega meseca pa naj bi projekt, vreden 800 000 evrov, predstavili na ministrstvu. Novomeška Krka je ta mesec pripravila 2 mednarodna simpozija o zdravljenju hipertenzije z naslovom Izzivi nekoč in danes. Prvega v začetku meseca v Amsterdamu, drugega danes v Novem mestu. Na simpoziju so predstavili zdravljenje hipertenzije v minulih desetletjih in najnovejša spoznanja, ki vplivajo na vsakodnevno klinično prakso. Izpostavili pa so tudi 25 let Krkinih izkušenj v zdravljenju povišanega krvnega tlaka in mejnike v razvoju Krkine palete antihipertenzivnih zdravil.
So pa zdravila za zdravljenje hipertenzije ena naših najpomembnejših področji in tukaj v bistvu pravzaprav skozi skrbimo, da ponujamo nekje najsodobnejša, visokokakovostna, učinkovita in varna zdravila. Med njimi bi mogoče posebej izpostavila zdravila z delovanjem na rast, v katerem je tudi potekal današnji simpozij. Udeleženci so med drugim razpravljali o načinih, kako izboljšati sodelovanje bolnikov pri zdravljenju zvišanega krvnega tlaka. Simpozij je privabil več kot 150 strokovnjakov iz 10 evropskih in azijskih držav. Na teh trgih je še pomembneje, da ponujamo ta naša sodobna zdravila, ker tudi Krka na teh trgih nekje je pogosto prva, ki ponuja tovrstna zdravila na teh trgih. Tako kot se povečuje število bolnikov s povišanim krvnim tlakom, posledično narašča tudi uporaba zdravil, ki pa pomembno prispevajo k zmanjšanju umrljivosti. Potem, ko so bili lani neuspešni na razpisu Ministrstva za kmetijstvo in okolje za obnovo in razvoj vasi, so letos na mirnopeški občini le uspeli. S pridobljenimi sredstvi na razpisu so pridobili 260 tisočakov, bodo uredili vaško središče v Šentjurju in trg v Mirni Peči, kjer bodo poskrbeli za priključno cesto. Za ureditev trga je bil zunanji investitor, s katerim smo že stopili v kontakt, ker pogoj je bil, da to cesto zgradimo, drugače ne moremo, tudi on ne more urediti samega trga. Projekta naj bi stekla v prihodnjem letu, saj jo morajo izpeljati do leta 2015. Leto in pol mineva od požara, že 3 leta pa od pojava bolh v nekdanji burgerjevi domačiji v novomeški krajevni skupnosti Šmihev. Pogorišče ob Šmihevski cesti in v križišču ob Težki vodi še kar stoji. Poleg neprijetnega videza in vonja je nevarno za mimoidoče, poudarja predsednik sveta krajevne skupnosti Miro Škufca. Šmihevska cesta je še edina regionalna cesta in vpadnica v mesto brez urejenih pločnikov, pravi Škufca. Pogovori o tem so z občino stekli pred 5 leti. Občina je zagotovila takrat nekaj teh sredstev za pripravo projekta in tudi potem za odkupe zemljišč in nekaj krajanov, nekaj lastnikov je k temu pristopilo v prvi vrsti. Moram pohvaliti župnišče, kjer se je tudi prvo zgradil pločnik, no in potem še 2 krajana. Najtežavnejši del pa je ostal, dodaja Škufca, burgerjeva domačija, ki je bila predvidena, da se celotna odkupi in na tej lokaciji uredi ne samo pločnik, ampak tudi nov uvoz za Regrčevo vas oziroma ulico ob Težki vodi, ker je zdaj nepravilen oziroma nevaren ta uvoz in izvoz. Krajani pritiskajo na svet, da zadeva pospeši, poudarja Škufca. Živim že 40 let, ni problem, ampak moti me zaradi tega, ker bi lahko res kante bile tamle nastavljene in parkirišče bi bilo in drugače bi bilo urejeno. Pločnike tudi pogrešate? Pločnike, seveda, samo pravi, da je preosko. Če bo tam mali kukar je, bi bilo dobro, ne? Ustavilo se je pri ceni, pravi Škufca, čemur pritrjuje tudi župan Alojzij Muhič. Lastnika se ne strinjata z ocenjeno vrednostjo objektov, predvidenih za rušenje, pravi. Sredstva so pripravljena na občinskem proračunu, žal pa preko ocenjene vrednosti jaz ne morem iti. To pomeni, da se bojo morali oni strinjati, prilagoditi ali pa bo stanje ostalo tako, kakršno je. Kar je v sramoto lastnikoma in lokalni skupnosti, dodaja. Mi smo jim neštetokrat poslali ponudbo, odgovora ne dobimo, tudi te stvari, kar se dogovorimo na skupnih srečanjih, ne izvedejo. V proračunu je za odkup rezerviranih 45 tisoč evrov, pravi Muhič. Sicer pa eden od lastnikov, ki pred kamero ni želel, vse očitke o nepripravljenosti na sodelovanje zavrača. Na Semiški gori, posejani z vinogradi, se v teh dneh začenja trgatev. Tamkajšnji vinogradniki, ki so se v minulih letih pogosto pritoževali, da je vino težko prodati, so jo letos dočakali s praznimi sodi. To se že nekaj let ni zgodilo, pravi predsednik tamkajšnjega društva vinogradnikov Janko Bukovec. Sodi so prazni, dejansko so morda 2-3 vinogradniki večji, ki imajo za svoje stranke še prišpareno vino, vse ostalo je prazno. To je dober podatek, žal je pa slika slaba, ker so v tem letu ali prejšnjih letih veliko tega majhni vinogradniki posekali. Prodaja je bila slaba in so obupali, sedaj pa so se časi spremenili.
Res je, da je letos prodaja vina bila uspešna oziroma da vina ni, kar je pohvalno oziroma spodbujajoče. Odprl pa se je tudi nov trg na Hrvaškem, dodaja Bukovec, prepričan, da se vinogradništvo splača in da je Semiška gora najbolj primerna prav za vinograde. Kot smo že pred leti govorili kmetom, naj ne sekajo, naj ne počakajo, pač pridejo krize, vendar vsaka kriza je enkrat konc. Upam, da je vinogradništvo nekaj boljše. Čeprav na drugi strani je država nam obljubila lepe davke, štrajke smo naredili, v Radgonu smo šli, upam, da jih je kaj primilo, če ne bo sekanja še več. Letos bo vina sicer manj, saj je suša prizadela tudi Semiško goro. Veliko tega je suša pobrala, ocenijo tam 30-40%, da je manj grozja. Suša je oklestila pridelek povsod tam, kjer so vinogradi na kamnitih ali pa lapornatih tleh, pravi Andrej Bajuk iz novomeške enote Kmetijsko-gozdarskega zavoda. Rešitev bi bila namakanje. Vendar to je pogojeno zopet s dodatnimi stroški. Država sicer nekaj namiguje, da bo nekaj pomagala, ne bo se šlo pa to v velike količine, ker pač denarja zmanjkuje. Zato semiškim vinogradnikom ostane le upanje, da se suša v prihodnjih letih ne bo stopnjevala. Zdaj pa v Sevnico, kjer že 5 let obstaja Družinski inštitut za upanje. Kot zasebni javni zavod deluje predvsem na področju socializacije odnosov. V tem duhu so v sodelovanju z javnimi službami in nevladnimi organizacijami za devetošolce pripravili pestro dopoldne v osnovni šoli Boštanj, ki so ga poimenovali Preventivni dan. Na delavnicah z različno za mladostnike aktualno vsebino so jim želeli ponuditi nasvete za varno in ustvarjalno mladost, je povedal direktor inštituta Damjan Ganc. In smo zato v ta namen tudi povabili eno veliko število strokovnjakov, ki so bili pripravljeni se odzvati temu vabilu in izvesti en niz preventivnih delavnic, vse skupaj pa z namenom res, da se mlade opremi za tak korak k samostojnosti. Program je bil namenjen vsem devetošolcem v občini. To je 155 devetošolcev iz vseh 7 osnovnih šol v občini. Mi smo gostitelji, seveda v sodelovanju z društvom gospoda Ganca. Ganc je izpostavil dobro sodelovanje organizacij v občini. Tukaj smo oblikovali en interdisciplinarni tim, v katerem sodelujemo tako nevladne organizacije kot predstavniki vseh javnih inštitucij v Sevnici in moram reči, da tudi tak preventivni dan, ki ga danes tukaj skupaj izvajamo, je rezultat tega skupnega dela. Učenci, razdeljeni po skupinah, so na delavnicah razpravljali o zasvojenostih z drogami, alkoholom, računalnikom, o moralnih vrednotah, drogah različnih in tudi posledicah zasvojenosti. Govorili so še o doživljanju prvih ljubezni in vse pogostejših motnjah hranjenja kot reakciji mladih na napačno vrednotenje sebe in drugih. Ta konec tedna bodo v Novem mestu in Trebnjem potekale 11. mednarodne igre prijateljstva, na katerih bo nastopilo 350 mladih športnikov z avstrijske Koroške, Ličko-Senjske županje z Hrvaške, Unsko-Sanskega kantona iz Bosne in Hercegovine ter Dolenjske. Igre prijateljstva so za te 4 regije zelo pomembne. Ker to je eno druženje mladih, ki se potem nadaljuje tudi v naslednjih letih, to pomeni tudi v članskih selekcijah in ta delček teh iger ponesejo tudi s sabo. Mladi se bodo pomerili v 7 disciplinah. In sicer v nogometu za fante, potem je to rokomet in košarka za dečke in deklice, prav tako namizni tenis in pa šah. To so športniki v teh disciplinah, tekmovali bomo na 7 različnih lokacijah. Igre prijateljstva pomenijo za mestno občino Novo mesto tkanje prijateljskih vezi z mesti iz sosednjih držav. Sodelovanje z njimi vedno prinese nekaj dobrega, ne samo druženje, ne samo šport, ampak tudi neke stike v primerih, če tudi v končni fazi se kaj rabi, se kaj pomaga komu. Svečano odprtje dogodka, ki se ga bodo udeležili tudi ambasadorji iger prijateljstva, bo jutri zvečer v športni dvorani Marof.
Športno navdušenje v Sloveniji se je po sinočnjem porazu košarkarjev proti Franciji nekoliko umirilo. Današnja zmaga proti Srbiji pa pomeni, da bo Slovenija prvenstvo na domačih tleh končala na 5. ali 6. mestu in torej odhaja na svetovno prvenstvo prihodnje leto v Španijo. Hvala za vašo pozornost in lep večer.